Se prehitevate, dirkate? Dirkamo tudi. Da se isto tako v ta zadnjih vozimo. Kaj je s tem? A mi znaš razložiti, kako se sploh peljati po ta zadnjem? Ja, moraš imeti dobro ravnotežje, pa moraš imeti tudi pravi brzini, da ga lahko na ta zadnjo vržeš. Kje je pa to v tvojem primeru? Šesta. Šesta, ti imaš samo eno od odzadaj. spred, ne? Samo odzadaj, šesta in to je to. Ja, pa bremze moraš se naučiti. Da kdaj moraš za bremze, da te nazaj ne vrže na hrbet. Kaj, medtem, ko ga probaš dvigati, v bistvu še zabremzaš? Ga dvigneš in se peleš in ko te hoče nazaj na hrbet, vržeš malo zabremzaš. Na ta zadnjo? Ja. Ampak čist malo. Čist malo, tako da te poravna malo nazaj. In kako potem vzdržuješ to? Ja, s bremzam pa da gonaš. Pa s telesom? Pa s telesom, ja. Takrat, ko se tako malo nazaj, pač tako malo naprej nagneš in potegneš gor kolo. In če imaš prekratko prestavo, ne boš mogel poganjati in ti ne bo dal dol zagona, da dvigneš ti kolo nazaj. Pa kako se to naučiš? Ja, s časom, z vajo. To ste se tudi pri krožku naučili? Ne, to ne. Ker se niste smeli tega učiti? Ja, bolj to je. Ker ne pustili nekaj. Čeprav je to koristno znanje, ja? Ja. Gledaš kakšen posnetek, ne, pa prijatelje, ki se znajo, pa pol pač probaš posnemati, velikrat padeš, kakor imam jaz že z bilance zdrgnjeno. Pa si vsakič več upaš, pa z vajo dobiš znanje, pa počitek. Se znaš tudi po prednjem voziti? Postavce znam na sprednjo, ne znaš se po sprednje voziti. Premalo treniraš? Ja, pa tudi ne vem, če bi se rad kdaj po sprednji naučil, ker veliko bolj boli, če padeš naprej, kakor nazaj. Kako brez rok se naučiti? Imaš kaj še na svet? Da se bolj nazaj nagneš, pa v bistvu z nogami držiš zid, da ti ne tako vpleta, ker če ti bo vpletal, ti bo tudi bilanca vpletala in bo vse skupaj dol padlo in boš padel. Drugače pa isto vaja, kakor sem že prej rekel. Približali smo se delu, kjer je danes nekaj vzpona. Glede na to, da jaz vozim od spredi, se boste pač prilagajali mojemu tempu. Kaj je pa pri vzpenjanju najbolj pomembno? Da se ti kar držiš, pa probaš čim bolj enakomeren tempo, a ne gon. Da se ne zaganjaš, pa počas, pa zaganjaš, pa počas, ker to ti preveč energije jemlje. Tukaj res vadite enakomeren tempo brez zaganjanja. Če boš ti vstal, ki gonaš v hleb, boš veliko več energije ponudil, ker moraš tako kolo levo, desno premikati, pa vse, pa stojiš, pa noge bolj delajo. Če pa sediš, pa pač probaš, da to prvo prestavo pa voziti čim bolj enakomerno. Kako izbrati ta pravo prestavo? Meni mu pa še mogoče malo težje, da malo bolj, da imam nižjo kandenco, kakšnim pa da mlinčkajo v bistvu. A mlinčkajo se reče to, da... Ja, da zvrtiš v polno. Dober izraz, nisem vedel tega. Če prehiter gonaš, je pač v bistvu ti kar prazno gonaš in je čuden občutek. Če pa preveč, ti pa kar ne moreš zagoniti, ker si izba z nogo dol in ne moreš iti gor in moraš najti pravo predstavo. Se pravi, na svet to je... Prestave so za to, da se uporabljajo. Ja, ne da imaš samo eni, pa vsem, če imaš ponija. Slišal sem, da ste že ful hitrejši od vaše učiteljice. Ja. Kako se pa počutiš pri tem, ker je ona tako počasna? Ja, dober. A ja, smo tebi hitreji. se fajn zdi. Ja, ker smo hitreji. Mladost je sicer res včasih tudi norost, ampak v vsakem primeru pa velja, da je kolesar z občutkom za kolo bolj varen tudi v prometu. In to se je vsekakor pokazalo na izletu kolesarskega krožka v osnovne šole Jurija Vege iz Moravč. Svojo varnost v prometu so nam dokazali v vašem naslednjem ogledanem videu. Kliknite.